Hvaležno pozdravljeni. Evo, ena stvar, za katero sem danes tako hvaležna, da mi duša poje, je to, da sem v bistvu cel dopoldan preživela na svojem balkonu, kjer imam pravzaprav vrt. In to je zdaj trend. Imeti vrt v bistvu na balkonu oziroma v loncih in v takih stvarih. Krasno je. In tudi vrtičkarska sezona se mi zdi, da je v takem polnem razmahu in zato je seveda pomembno, da govorimo o takih in drugačnih izzivih, ki nas čakajo v vrtu. Zato sem v svojo družbo na en fajn klepet ob kavici povabila nekoga, ki se mu da zaupati zaradi tega, ker vse nasvete, ki jih v bistvu poda, jih poda iz tistega stališča, ki je meni najbližje. In sicer išče naravne rešitve, zato da rastlina pomaga rastlini, kar pomeni, da ne dodajamo kemije in s tem zastrupljamo v bistvu zemljo, na vse zadnje pa v bistvu tudi sami sebe. Lepo pozdravljen, dobrodošel, Mitja. Hvala lepa, da si spet prišel na kavo. Prosim, prosim. Danes bova v bistvu naštela kar nekaj takih in drugačnih izzivov. Jaz kot vrtičkar nimam baš neke kilometrine, ampak bi pa rada bila podkrepljena znanjem, zato da vem, kako se obnašam. In tudi ogromno mojih prijateljev, prijateljic se je letos odločilo, da postanejo tudi oni vrtičkari, ker skupaj sledimo temu krasnemu trendu. Jaz nisem za modo, ampak ta moda mi je pa všeč. In to je ta moda, da postajamo malce bolj samooskrbni, da imamo svojo solatko, svojo zelenjavco, svoje sadje, svoja zelišča in krasno. Jaz sem čisto navdušena. Kaj me vse čaka? Kakšni izzivi me čakajo? Izzivov bo cela gora. Dejansko najbolj veseli to, da ste zunaj, da ste v naravi. Če imate možnosti, vzemite seboj še, ne vem. A to gledalcem govoriš ali meni? Komorkoli, gledalcem. Lahko so nečaki, lahko so vnuki, lahko so otroci, naj spoznavajo delo na vrtu. Naj grejo v naravo, ko bodo za nekaj skrbeli in ko bodo videli, kako se rastline rastejo, kako so vedno večje, kako zorijo plodovi. Tista jagoda, ki jo sami pridelajo, nobena ni tako sladka. Je pa res, da si da marsikaj pomagati, zato ker včasih so na vrtu tudi težave, kar vsi dobro vejo. Izzivi. Izzivi. Pozitivna konotacija. Bo boljše, ja. Tako je, recimo en tak, mogoče bi kar tako začela. V tem času se že marsikakšne zadrege na vrtu, kakšni škodljivci, kakšne bolezni v sadovnjaku, ki jih lahko rešimo na naraven način. Mi svetujemo vrtičkarjem, vrtnarjem, sadjarjem, kmetovalcem. Za nas je vsak pomemben, vsak, ki stopa na tisto pot, da začne namesto kemije uporabljati naravna sredstva. Trenutno najbolj beli glavo vrtičkarjem čebulna česnova muha. Do sedaj ni bilo nobenega, da ne rečem, preparata, s katerim bi lahko zadevo, ko je recimo čebula že okužena, pozdravili. In to je nosilec, poglejmo, nosilca tega izziva, da se soočimo z njemu, iz oči v oči, takole zgleda. Takole zgleda. Čebulna muha ima več naletov. V vsakem naletu pač odlaga jajčeca v samo čebulo. Največkrat to opazimo tako, da se začne čebula vihati. Nekateri uporabljajo za zaščito pred muho ali kopreno, jo pokrivajo, jo sadijo šele takrat, ko češnja odsveti. Da se pa to recimo enostavno rešiti z nim tonikom. To je organsko gnojilo, ki pa vsebuje aktivno snov azadirahtin. Izvira iz drevesa nim, njegovo ime je Azadirachta indica in od tega tudi pojmovanje te aktivne snovi, ki se nahajajo v vseh delih drevesa. Zdaj, kaj rabijo narediti vrtičkarji, kmetovalci ali pa kdorkoli, mogoče kar najbolj, to je tale zadeva. To je v bistvu 70% olje tega drevesa, zraven so še sojini lectini, tak specifičen von, lahko tudi se zgosti kot... Ni po kemiji. Ne, to pa ne.
Mislim, čutiš, da je neka naravna zadeva, ne? Mislim, organska. Pol zamaška na liter mlačne vode. Pol Ne bi bila mešanica. Zato, oziroma, če je čebula okužena, kar deci in pol na 10 litrov. Se pravi 15 ml na liter. Tako olje zgleda, kot masažno olje. Tako, samo ta ni, je ta za masažo rožic. Ta je za masažo rožic. Dejansko zgleda, kot nek olje. Če se z njem škropi čebulo, se bo naredila zaščitna plast. Če je čebulna muha že okužila samo čebulo, se lahko enostavno pripravi taka mešanca, se pravi deci in pol tega olja na 10 litrov vode in enostavno poškropimo čebulo. Čez en teden ponovimo z enako mešanico. Nim tonik je torej povsem naravna zadeva in nim je v bistvu drevo. Nim je drevo. Kar pomeni, da rastlina pomaga rastlini. Tako. Glavna stvar pri tem je, da ta nima omejitve samo na čebulno muho, samo na česnovo muho, tudi porova, peteršiljeva, korenčkova, orehova, češnjeva muha, recimo. Zdaj se bo začela spet težava biti češnjeva muha, vse se lahko s tem tretira ali kot zaščita, preventiva ali kot kurativa. V primeru kurative, recimo ljudje, ki so imeli že prejšnjo sezono, vrtičkarji, okuženo svoje sadno drevje ali pa lupinarje, recimo oreh, češnjo, ne uporabijo najprej ta prah. Ta prah po sistemu trotočkovnega sondiranja, se pravi, če si predstavljamo, da je to naše deblo, pol metra od debla na vsakih 120 stopinj, se pravi 3 luknje, kar s sadilnim klinem zapičite, date 100 gramov v vsako luknjo in zasujete zemljo. To je pa isto nim, se pravi je isto to drevo. Enako. Samo da je v prahu. Samo da je v prahu. Tisto se dobi iz semen, hladno stiskano, iz semen drevesa nim in ta ista semena se potem sušijo, obračajo, sušijo, drobijo, zato da se dobi ta sipek prah kot talno gnojilo. Ta bo razkužil zemljo, ker muhe se nahajajo v sami zemlji. Žerke se nahamljajo v zemlji in zemlje prihajajo ven. S tem, ko se bo trotočkovni sistem uporabil, celotna krošnja spodaj se bo razkužila. In bo ta muha noter, bo dejansko se ne bo mogla razvijati, ne bo prišlo do napada. Ker pa vsi sosede niso tako pridni, lahko muha vseeno, ko ima nalet, pride od drugje. Zato je takrat dobro uporabiti še nim tonik, se pravi še tisto. Da potrošiš. In spodne veje, se pravi zunanje veje drevesa, tam spodaj pride noter v samo krošnjo, se poškropi, pa potem še zalije pod krošnjo. In ni nobene težave z kakršnokoli muho pri sadnem drevu v lupinarjih. Imam eno čudno vprašanje. Kar? Se pravi, jaz pa sosed, jaz to rihtam na organski, naravni način, da rastlina pomaga rastlini, vse te s 3 točkovnimi, za temi stvarmi in tako naprej. On je pa boljše na vse te stare zadeve, kar pomeni, da škropi in vse ostalo. In ko on to škropi, dejansko veter zapiha in to pade tudi na mojo stran. Ali lahko s temi naravnimi zadevami, torej ko rastlina okrepi rastlino, pravzaprav tudi zaščiti malo pred kemijo, ki mogoče od njega popiha? Določene stvari se da. Se da zaščititi, ker rastlino delate s temi veliko bolj odporno na vse, na škodljivce, na vremenske razmere, na dodatke, ki so v samem ozračju. Ker tako, recimo ljudje, ko škropijo, uporabljajo motorno škropilenca. Ampak kaj je tam pri njih? Jaz sem bolj pristaš ročne. Pri motorni škropilence, ne vem kaj, danes z mano, škropilence je dejansko tako. 1/3 dobi drevo, 1/3 gre v zrak, 1/3 pa vi pojeste. Tako da je veliko boljše uporabiti ročno. Jaz razumem, da so tam, ko so veliki nasadi, da je to težko. Pa še malo pumpaš. Še malo pumpaš, fitnessa ne rabiš. In da je veliko boljši sistem. Tudi recimo, ker ljudje včasih pravijo, meni je to drago. Če bo recimo šel na uporabo ročne, bo veliko cenejše prišel skozi. Potem uši. Že prejšnjič smo recimo govorili, da je treba pri obrezovanju pregledovati drevje ali so kje kakšna jajčica listnih uši.
Uši so že tak faktor, ki se zdaj začenja pojavljati. In tukaj lahko vidimo iz oči v oči nosilca, izziva uši. Ravno tako nim tonik. Nim tonik je sredstvo, ki je v bistvu splošno uporabno. To je gnojilo, ampak zaradi tega, ker ima tisto snov, ki smo že prej govorila, azidirahtin, praktično skoraj vse škodljivce, ki so nad površino, uničujete. Naj bodo to, ne vem, zelena uša, ki smo jo zdaj videli, lahko je črna fižolova uš, lahko imate uši na vaših vrtnicah, lahko imate na sadnem drevju, kjerkoli, vedno boste to uporabili. Odlično. Naj še enkrat poudarim, da govorimo torej o naravnih, povsem naravnih oblikah, kako lahko torej podpremo rastline in sicer po sistemu, da rastlina podpre rastlino. Torej ne govorimo o nekih kemijskih, zapletenih kemijskih procesih in pripravkih, ki so naštudirane od ne vem koga, mati narava je naštudirala njim kot drevo, kot čudežno drevo pravzaprav. In gre torej za to, še enkrat poudarjam, ker veliko je teh preparatov na trgu, takih in drugačnih. Gre se za sistem, da rastlina podpre rastlino, torej nobenih zapletenih kemijskih procesov, pravzaprav nobene kemije. Gre se torej za drevo nim, ali je to v prahu oziroma je to, kakor olje dejansko izgleda. Ja, ker najlepša stvar pri njemu je ta, on nima nobenega naravnega sovražnika, pa nobene bolezni, ki bi ga napadala. Torej, pravijo, aronija recimo je taka rastlina, ki tudi ni občutljiva, ali pa konoplja. Ta gre še stopniško više. Njegova uporabnost je pa splošna, ker uporabljajo ga za zdravila, za medicinske pripomočke, za čistila, za kozmetiko, za zdravila. Blazno dober je recimo za kožo. Najbolj raziskana pravzaprav rastlina oziroma zelišče na svetu, mislim, da celo je. Mene je presenetilo, ko sem potovala po Indiji, pa ko sem bila v kakšnem hotelu ali pa v kakšnem recimo tudi kakšne luksuzne rezorte ajurvedske sem si šla pogledati. Tam imajo vse iz njima, vse. Šampone, mila, vse, ni da ni, vse je iz njima dejansko, zobne paste, kreme za roke, ni da ni, vse dejansko iz njima, iz tega čudežnega drevesa in pri njih je to čist popolnoma normalno. Mi smo dejansko tako, jaz sem recimo bil v Indiji, ko sem se pogovarjal, kje bi dobivali mi ta naša gnojila, olje, prah in to, in kje bi dobivali surovine za kozmetiko, mi smo se odločili, ker sem jaz mogel reševati svoje težave, da bomo svojo kozmetiko na osnovi Nima začeli proizvajati, delati in sodelujemo z gospodom, ki jo kličejo doktor Nim v Indiji in je svetovalec indijske vlade. On ima načelo, da je potrebno izkoriščati naravna bogatstva, ampak v dobri meri tako, da si lahko ljudje, tudi tisti, ki se ne zmorejo kupiti zobne krtačke, v Indiji je še vedno veliko ljudi, ki živijo v revščini, ki ne premorejo niti sredstva za osnovno higieno, da si lahko recimo pomagajo s tem. Ne utrgajo vejico Nima, tam boste videli ljudi na zunaj, jo žvečijo, v bistvu vejico Nima, zaščitijo svoje zobe. Vsaka vas, središče vasi je Nimovo drevo. Kdorkoli je bil v Taj Mahalu ali pa namerava tja, če bo stopil od začetnih vrat, vhodnih, ko hodiš proti templju, proti tistih znanih 4 stebrih, drevored Nima, ker odganja komarje. Mi smo imeli, oziroma vse žuželke, jaz sem pod njem spal zunaj v Indiji, ena stvar me ni pičila, francoski bil z mano, takrat, ko smo iskala nasade, je čez 2 uri prišel pa rekel, če lahko prespi z mano zunaj na mesto v koči, kjer je bil vas popikar. Tako da smo tudi mi, ravno zato smo mi več kot 30 izdelkov imamo zdaj zahvaljujoč Doktor Nimu, ja. Ker smo gledali, kaj naj si pomagajo pri svoji družini. Od zobnih pas do ustnih vod, do tega, da so otroci recimo vedno obtovčeni, udarjeni, opekline, pa karkoli. Pri ušeh sva torej ostala. Moram reči, da mi je zelo všeč ta trend, torej, da na balkonu ni samo lepo, čudovito pisano cvetje, ampak tudi ostale stvari. Jaz sem navdušena, da imam zdaj kar precej take zelenjave, ki bo našla svoj prostor v smutiju, pa v mojem želočku.
In se mi zdi, da je to super zadeva, ampak kakšni pa še vedno torej želijo imeti lepe rože, ki privabljajo, ki pozdravljajo in ki prinašajo tisto ta pravo radost v življenje. Je to primerno tudi za rože? Se pravi, ni zdaj nujno, ali so to rože, so to vrtnine? To je dejansko univerzalno. Univerzalno. Kar pomeni, da lahko uporabljajo na vrtninah, na drevju, na vinski trti, rožah, dišavnicah, grmovnicah, kjerkoli. Glavna stvar je ta, da nima karence, se pravi, potem, ko tem škropite, gnojite, lahko nemudoma jeste. Ne rabite ni čakati, da kakšne aktivne snovi, da strupi, ki so recimo ponekod v škropilih, razpadajo. Lep primer so recimo jagode. Jagode otroke težko prepričati, da jih pusti, počakaj, tukaj sploh ni bojazni. Jaz imam 3 otroke doma, ta srednja je ptička, zdaj bo 22 stara, najstarejša Tija ima jutri rojsten dan. Vse najboljše, zdaj ne smem danes. Jutri. In Filip, ona zdaj se kar njo, pri moji tašči imamo recimo tako korita, okrasna korita, polna jagod. Škropimo jih s kelpom, kelp so rjave alge, ker imajo zelo veliko rastnih hormonov, delujejo tudi kot fungicid, pa delajo na sladkosti. Jagode so izjemno sladke. To smo svetovali tudi enemu kmetovalcu iz Portoroža, ko smo bili pri njemu na ogledih, rečem tako, da vidimo, preverimo situacijo, kaj se dogaja. Jagoda je bila že res ogromna, do polovice bleda, spodaj je začela rdečiti, ampak von, pa ko smo jo trgali za poskusiti, prav dobiš tisti sladkobo, okus jagode, že zdaj, čeprav še daleč od zrelosti. Jo že čutim. Kaj pa breskova tale kodravost? Breskova kodravost bo letos že velik problem. Ni samo izziv, ampak je kar problem. Je problem? Ker tudi ljudje, ki so škropili z bakrom oziroma bakrovimi preparati, imajo težave z breskovo kodravost. Jaz imam zdaj bakrovo orodje. Tudi to pomaga, ampak moram pa pohvaliti in sicer tale kombinacija v predspomladanskem škropljenju. Se pravi kelp, rjavomorska alga. In pa biozel. To dvoje skupaj, vsakdo, ki je upošteval navodila, naše škropilne načrte, ki so na spletni strani ekopridelava.si, nihče nima teh težav. Nihče nima teh težav. Obstaja pa tudi, mi imamo tudi recept, kako to pozdraviti. Do zdaj tega še ni bilo, ampak tako da, če kdorkoli želi, enostavno potem na našo številko pokliče, pa mu bomo zaupali recept, posvetovali, kaj narediti. Super, odlično. Evo, tudi za svetovanje, kar se tega tiče. Kaj pa zdaj s paradajzom? Paradajz je pa najljubša hrana mojih otrok. Še posebej tisti dateljni, majhni ali pa češnjev paradižnik. To jejo namesto bombončkov. Dobra izbira. Dobra izbira. Dobro si to vzgojil. Bravo, high five. Sicer še vedno Filip bi šel najrajš splezel pod strop, pa visel z luči, sam da bi prišel do kakšne sladkarije, ampak dejansko, ko so paradižniki, jih zobajo kot bombončke. Kaj moramo vedeti zdaj pri presajanju paradižnikov? Pri paradižniku je to, trenutno je še prezgodaj. Ljudje sprašujejo, kdaj. Najboljše bo po mojih čez kakšnih 10 dni. Zaradi samega vremena, med prvomajskimi prazniki, takrat bi se jaz odločil, oziroma se bomo pri nas odločili za presajanje paradižnikov, pa zelo veliko se da pomagati pri njih z kelpom. Naj bodo to katerekoli plodovke, dejansko paprika, paradižnik. Pri papriki je zelo velikokrat prisotna padavica, ko se sama sadika razpotegne, potem pa kar naenkrat pade dol. To, ja, znam. S kelpom, kelp ji daje kompaktnost, moč. In ona postaja sicer močna, stabilna, dela močen koreninski sistem. In tudi potem, ko jo vi presadite na prosto, ne bo te bojazni, da bi prišlo do te padavice, da bi prišlo do šoka, ker kelp deluje tudi antistresno na rastlini. Se pravi, temperaturna nihanja, preveč dežja, suša, zmrzali, vse podobno se da s tem
lepo rastlino narediti močnejšo. Drugače na tržišču je veliko različnih vrst teh alg, ampak so ponavadi ali so termično obdelane, ali so v različnih oblikah, ne bodo to ploščice, tabletke, prah, karkoli. Ampak te so hladno stiskane, tako da ne zgubljajo hranilnih snovi, veliko več jih je recimo, ne zgubljajo tudi samih lastnosti, samih rastnih hormonov, citokininov, oksinov, giberlinov, teh stvari, ki potem pomagajo, da je večja rodovitnost, da je boljši koreninski sistem. Odlično. No, naša gledalka pa, zdaj so mi prišepnili, ima vprašanje, kar se tiče rastlinjakov. Rastlinjaki, tudi tukaj bo izziv letos, nakazal se že lansko leto. Lansko leto so kmetovalci, ki so nas poklicali, so imeli velike težave z tripsom pa pršico. Ker roko na srce praktično nobena kemija ni pomagala. Na srečo se z tem pripravkom biozelom in pa z njim tonikom, s 3-kratnim škropljenjem, celoten rastlinjak da razkužiti. Uničiti, primer je bila kmetija v integrirani pridelavi, ki je imela 50 tripsov na cvet paprike, kar je enormna številka. Gospod je 4 mesece škropil z kemijo, nato se je odločil, da po nasvetu prijateljice, da se bo odločil pa za ekološko, še zadnji poskus, a mu bo uspelo ali ne bo uspelo, na srečo ne, njegovo je, tako da ni izgubil celotne sezone in je imel lepo julij, avgust, september, oktober, november, še vedno v rastlinjakih normalno proizvodno, zdaj na ekološki bazi. Če ni to zmaga, mislim, pa ne samo zmaga za njega kot pridelovalca, zmaga za njega kot človeka, zmaga za rastline, zmaga za cel planet pravzaprav. Tako je, to je bil en tak dober primer, kjer je naravno premagal umetno. Bravo. In to je tista ta prava zmaga. Najlepša hvala, da si nam takole kot svetovalec zaupal vse te stvari in da nas spodbujaš, da si varuh teh organskih načinov, da bomo tudi mi naredili kaj za planet. Najlepša hvala še enkrat. Vi, spoštovani gledalci in gledalke, pa kaj preverite tudi na naši spletni strani www.klepet.kavi.si. Malce smo prenovili spletno stran. Pejte jo pogledati.